Turistični avtobusi, ki se pripeljejo v Maribor, se že pri vstopu v mesto soočijo s številnimi težavami. Prihod na postajališče na Gregorčičevi ulici je zaradi zaparkiranih avtomobilov pogosto otežen. Ni pa enega res organiziranega parkinga, kjer bi si vozniki lahko privoščili počitek, kar po zakonu bi si ga mogli. Ni nikjer nobenega prostora, kjer bi lahko avtobuse vzdrževali, pomeni oprali, posesali, očistili za naslednji dan. Potem je problem priti do hotela, ker če je hotel na pest coni, imaš potem delec za priti, če niso dogovorjeni. Avtobusni šoferji so tako obsojeni na brezglavo kroženje po mestu in iskanje primernega parkirnega mesta. Nimaš kje goste razložiti, vse karkoli je na mestnih postajališčih mestnega prometa, se švercamo, da razložimo, naložimo, čakamo. Pa ob tem verjetno tudi promet ovirate, če še na cesti to počnete ali na drugih postajališčih verjetno. Ja, seveda oviraš promet, vozil se gor pa dol, pomeni se ne obnašaš ekološko, svoje ure vožnje zapravljaš. S podobnimi težavami se turistične agencije soočajo tudi na postajališčih na Mlinski ulici. Kot so sporočili z Veolie, imajo tam za turistične avtobuse zagotovljena 3 mesta. Na avtobusni postaji pa veliko zmede ustvarjajo parkirani avtomobili, taksi službe, poleg tega pa se na postaji odvija tudi lokalni avtobusni promet. Kaj opažate, mogoče, da so največje težave, poleg prometa še mogoče? Parkirišče, težko je potem pustiti potnikom avtomobil nekje blizu, v bližini. Potem seveda tudi WC, razen tisti na sami avtobusni postaji, drugače so pa to lokali, pa seveda je težko nekje priti tak do WC-ja samo. V tujini za turistične avtobuse obstajajo posebni turistični terminali, ki so opremljeni tudi z avtomobilskimi parkirišči za turiste. Vsa večja mesta imajo, ne eno, ampak več takšnih postajališč. V Italiji recimo so uvedli tudi posebne checkpointe, točke, kjer je treba za vstop v mesto avtobus plačati določeno kvoto, tam so tudi WC-ji, je tudi obenem kakšna informacijska točka, kjer lahko dobijo načrte, kjer lahko dobijo informacije o samem mestu in seveda to je absolutno bi bilo zelo dobrodošlo. Čeprav bi bil po zagotovilih potovalnih agencij takšen terminal nujen tudi v Mariboru, pa na Veoliji, ki upravljajo z mariborsko avtobusno postajo, zaenkrat o tem še ne razmišljajo. Ja, vsak bi rad imel gosta pred vrati, noben pa ne bi rad videl avtobusa. To je dejstvo. Vsi hočejo imeti samo goste, ki pridejo s svojim avtom in gostje, ki pač naj bi prinesli več.